Bog je obdaroval ženske s srčnostjo in intuicijo, in če je v današnji situaciji sveta kaj zapostavljeno, je to ženska intuitivnost, ki bi nas iz moške razboritosti lahko vodila nazaj k večji medsebojni srčnosti. Vsaka oblika zapostavljanja žensk me moti. Diskriminacija na kakršnikoli podlagi je za mene nesprejemljiva. Kaj je mačistična mentaliteta? Na misel mi pridejo grobost, brezvestnost, osredotočenje samo nase in na svoje želje, ne glede na to, kakšen vpliv ima to na druge ljudi in na okolje. To so stari vzorci vedenja, ki pa so dolga leta veljali za lastnosti uspešnih in prodornih ljudi. A danes to ni več primerno. Čas je, da odločnost, učinkovitost in prepričanje povežemo s skrbjo za vse ljudi in okolje, da temu dodamo sočutje in ljubezen. Tako dobimo mešanico, ki je lahko kos nalogam in težavam današnjega dni. Prinesla bo blaginjo za vse ljudi, ne le za peščico. Predolgo smo tudi zanikali ženske pravice. Počasi nam postaja jasno, da je enakopravnost moškega in ženske nekaj resničnega in nujnega. Tudi razmišljanje ženske je drugačno od tradicionalnega moškega. Ženske smo bolj sočutne, zanašamo se na znanje, dokaze in znanost, a poleg tega uporabljamo še srce in intuicijo. To je popolna kombinacija. Žarko Petan v svoji igri Poslednja vojna njegovega veličanstva govori o tem, da mame niso želele poslati svojih otrok v vojno. Tudi mamice, ki nastopajo v igri, ne želijo vojno, saj imajo doma pomembnejše delo, poskrbeti za dom in otroke, za jutrišnji dan. Generalu pa to ne gre v glavo, a brez vojakov ni vojne. In tako je bila ta zadnja. Morda pa je rešitev tako preprosta. Človeštvo si predstavljam kot ptico. Eno krilo so ženske in drugo moški. Dokler ima ptica eno krilo močnejše in prevladujoče, se bo le vrtela v krogu. Šele ko bosta obe krili enako močni, bo ptica lahko poletela in človeštvo bo lahko doseglo, kar mu je namenjeno. Zato moramo dekleta izobraževati. Smo prve vzgojiteljice in učiteljice otrok in s tem prihodnjih generacij odraslih. Otroke moramo izobraževati v vseh znanostih in umetnostih ter vzgajati njihovega duha, da si pridobijo vse vrline in pozitivne lastnosti. Vrline prihodnosti niso več brezvestnost in grobost, temveč ljubezen, prijaznost, skrbnost za vse. Svet smo spravili v slabo stanje s starimi vzorci vedenja. Starih problemov ne moremo rešiti s koraki, s katerimi smo jih ustvarili. Potrebujemo nove, boljše. Verjamem, da je izboljšanje sveta moč doseči s čistimi in dobrimi dejanji, s pohvalnim in primernim vedenjem.